Ja, to me je dosti ljudi spraševalo 3 leta nazaj, ko smo se tega projekta lotili. V bistvu tisto, kar sem videl, da ne glede koliko truda sem vložil v teh do takrat 17 letih poslovanja, enostavno tistega nekega res velikega preboja nisem mogel narediti. Prišli smo do dimenzije tudi 15, 18 zaposlenih, ampak nikoli kaj več. Želel sem pa seveda nuditi in strankam vrhunsko storitev, da bomo učinkoviteje rastli. Tako da kasneje sem imel priložnost na povabilo iti na konferenco organizirano s strani NAR, to je največja nepremičninska organizacija na svetu, v Chicagu. To je bilo leta 2017 in potem sem tam res videl priložnosti, ki so. Znanja nam v Sloveniji ogromno manjka. Kot podjetnik sem moral odkrivati ogromno tople vode, to sem želel ostalim prihraniti. Videl sem ogromno priložnosti za kakovostnejše storitve, tako za stranke, za učinkovitejše strategije za agente. To sem želel dati našim agentom v Sloveniji. Drugo, kar pa me je skrbelo, pa je, ker v tistih letih je ravno postajal zelo močen Airbnb in Booking s področja turizma, če tako rečemo, oddajanja nepremičnin. In ko sem videl, koliko je to vplivalo na turistične agencije, ta tehnološka sprememba, sem vedel, da kaj takega si ne želim, da nas kot nepremičninske agencije preseneti. In seveda sem hotel v ZDA videti, glede na to, da so nekaj let pred nami, kaj se pa tam dogaja.